Ruska dvojčka Prohor in Matvej sta v Sloveniji že skoraj 2 leti. Še vedno šolava na gimnaziji Celje Center. Naučila sva se več slovenščine, pa tudi sva navezala več stikov. Veliko sva potovala po Sloveniji in tudi po drugim državam, ker sva šla na tekmovanje. Najine izkušnje kažejo na to, da je najina integracija v slovensko družbo bila zelo dobra. Nama je vse šlo v redu in upam, da bo vsem ostalim šlo tudi tako. Hvala ravnatelju šole, ker je nama zagotovil dodatne ure slovenščine in sva zaradi tega tako zelo jo izboljšala. Pa tudi vsi ostali učitelji so nama pomagali pri vključitvi v razred in tudi pri jemanju nove snovi, kadar nisva razumela nekih stvari, so nama to dodatno razložili in zdaj se počutiva veliko boljše kot na začetku. Prijatelje sta našla v šoli in v boksarskem klubu. Mislim, da je najpomembnejše, da se naučiš jezika, ker s tem avtomatsko dobiš neko spoštovanje od drugih in se čudijo, kako lepo znaš slovensko, pa se imajo boljše odnose do tebe in mislim, da je tako lažje izpostaviti stike z drugimi. Za celjski klub Interkom sta nastopila na številnih tekmovanjih. Ja, lahko povem, da sva nastopala in na slovenski ligi in na mednarodnih tekmovanjih. Nastopala sva na slovenski ligi, sva zmagala vse borbe za najin klub. Tudi sva imela meč, tako naj rečeno, z srbsko reprezentanco, kjer sva tudi oba zmagala in tudi slovenska ekipa zmagala proti srbskemu ekipu. In to je zelo dober dosežek, ker vsi mislijo, da slovenski boks ni na takšni ravni kot na primer srbski ali kakšen drug in to je res super dosežek za Slovenijo. Malo mi je žal, ker težko je živeti brez družine. Samo je taka res dobra izkušnja, da si že pri 16 letih začel živeti sam in to mislim, da mi bo koristilo v prihodnosti. Kaj svetujete otrokom, ki se odpravljajo v drugo državo? Ja, najprej, tako kot je omenil moj brat, se nauči jezika na takšni ravni, ko bi sploh razumel nekaj, ker brez tega osnovnega znanja je res težko. Drugo je, na primer, da si ogleda, v katero mesto bo šel, katere šole so, kaj poleg še lahko naredi. Bi svetoval, da se vpiše kakšen klub, ni obvezno boksarski, ampak je zaželeno. Naj je ta otrok aktiven v svojem življenju in navezuje več stikov z drugimi ljudmi. In kaj si želite zase? Predvsem bi rada dobila slovensko državljanstvo, da bi nastopala na olimpijskih igrah, ker je to res takšna priložnost, ki nama do zdaj še ni bila omogočena in mislim, pa si tudi želim, da bi tam nastopala za Slovenijo.